Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili v Soncem ob Sijanu Sežanov, kjer je pred nami obračun 12. kroga prve lige Telemach. Tabor iz Sežane pa na stadionu Rajka Štolfe pričakuje ekipo Domžal. Kosič ni bil seveda najbolj zadovoljen, glede na to, da je njegova ekipa vodila, ampak ostaja neporaženo domače prvenstvo. Tule pa velika priložnost za Sežano. Brani Mulalić. Tule je zdaj Markuš v nasprotnikovem kazenskem prostoru. Juril ni bil pozoren, Juril pa potem dovolj ustrajen. To je zdaj Kusmani, brani Koprivec, potem pa za zdaj visoki Vuklišević. Tole je bilo precej sumljivo, brez prekrška nad Bongonguijem, je pa tu zato priložnost za Sežano. Dino Stančić je močan takole. Peljejo igro takole od vratarja, da ni nabijanja, kot pravimo v nogometu, ampak na koncu vseeno dolga žoga, potem pa brez prekrška nad Klemenčičem. Stančić je zdaj pred vrati, Stančić, priložnost, Bongongui še vedno, na koncu znova Mulalić. Zdaj je tu Georgijević, to je lahko zdaj nevarno tudi strani Domžalčanov. Priložnost, brani Koprivec. Zdaj se je Georgijević nekako na silo prebil do strela. Prave mesto Ristić, pa zdaj Kuao. Stančić, ja, tole so seveda dobre poteze Dina Stančića, ko takole odlaga žogo svojim soigralcem. Kuao, Bongongui je povsem sam. Da Stančić ga ni našel. Zelo očitno, da bo levo v obrambi Domžal igral Sven Šoštarić-Karić. Juril je medtem v kazenskem prostoru Sežane, zmanjkalo mu je prostora, Ristić ga je zapiral, tu je zdaj Ibričić, Ibričić do strela! Brani Jan Koprivec. Povlekel Podlogarja, namesto njega je poslal Žinića. Konico napada dodal Vuka. Že sta skupaj v napadu Georgijević in Vuk, ravno na Vuka gre tale žoga, potem pa je prišla celo do Žinića. Ibričić in Husmani, zdaj bo veliko prostora za Markuša, hitro bo moral dati žogo Žiniću in to mu je uspelo. Zdaj pa ima Žinić res ogromno prostora, Žinić do strela. Kladejo zdaj kljunu žogo Alić, Ibričić krasno na Georgijevića, tole je priložnost, to da preveč nonšalanten zaključek. Na tekmah ene in druge ekipe vselej kakšen zadetek. Tole je zdaj Jakupović, Jakupović silovito, to da zadev je zunanji del vrat Jana Koprivca. 86. minuta, zdaj ima kljun ogromno prostora, Stančić žoge ni najbolje podal. Kakšna pa bo podaja kljuna, veliko dela za Mulalića, priložnost, to da povsem je zgrešil žogo Filip Kosi. Še traja napad Sežane, to da Stančić je bil v prepovedanem položaju. Igra gre naprej, kajti do žoge je prišel kljun, tole je zdaj priložnost za Sežano. To da Krivičić se je dobesedno spotaknil na žogi. Dušan Kosić, na koncu delitev točk, stisne roke z nasprotnikovim trenerjem. Niz neporaženosti v prvenstvu se za vas nadaljuje, ampak priložnosti pa je bilo dovolj, da bi tole tekmo tudi dobili. Se strinjate? Ja, prekrasna kulisa. Hvala gledalcem, da so prišli podporo dati in Mihatu in Taboru. Gledali smo zanimivo tekmo do konca, manjkali so seveda tisto, kar je najlepše, goli. Obstaja neka jeza, niti ne bom rekel razočaran, neka jeza, da nekih stvari, ki smo se jih pregrali, nismo izkoristili, ampak pomembno mi je, da so fanti vztrajali do konca, da so verjeli v zmago in nič, bomo probali točke poiskati na drugih tekmah. V drugem polčasu ste v igro poslali Kosija in Kljuna, nekako dodali neko mladost, kar precej bolj živahno je bilo potem v zaključku. Ste zadovoljni z menjavami in recimo s tem drugim delom? Pa ja, zadovoljen sem s celo tekmo, z pristopom, ker fantje si želijo delati tisto. Seveda je bilo, kar se kvalitete zadnjih pasov in nekih rešitev v zaključku, se lahko še izboljšamo, ampak za vloženi trud se ne moramo
se ne morem pritoževati, bomo pa morali to izpiliti, če bomo hoteli biti konkurenčni tudi rezultatsko. Dino Stančič, čeprav se je tekma končala z 0-0, težko govorimo o tem, da tekma ni bila zanimiva tudi v napadu. Tako pri enih kot pri drugih bi se lahko zgodilo marsikaj, kako je bilo vse skupaj videti iz sežanskega napada. Ja, mogoče malo obžalujemo te neizkoriščene priložnosti. Malo je manjkalo, no, mislim, da kar dosti igralcev se je znašlo danes v priložnosti. Mislim, da lahko malo obžalujemo za današnjo, tako kot v Celju, za 3 pike. Mislim, da smo bili bolj konkretni od Domžal in si priigrali več priložnosti, vendar žal nas ni nogomet danes nagradil. Prepričan sem, da nas bo v naslednjih tekmah in samo s tako borbo in s tako dobro igro lahko nadaljujemo. Na nadaljevanju lahko pričakujemo samo pozitivne rezultate. No. Danes je ena posebna tekma za Miho Hlada, tudi sam si nosil njegovo številko, ki jo ima sicer v članski ekipi. Je bilo zato kaj drugače danes? Ja, sigurno. Evo, prav sem se naježil zdaj, ko govorim. Sigurno smo bili z mislimi vsi z Mihotom, tako da že od tiste nesreče smo vedno pomislimo na njega in cela ekipa se bori, drži, da bo čim prej okreval in da nas se nam čim krajšem času pridruži na igrišču, da se poveselimo skupaj. Dejan Đuranović, izenačena tekma tule na Krasu. Ste na koncu zadovoljni s točko? Mislim, prišli smo z željo in s ciljem, da osvojimo vse 3 točke. Vedeli smo, kaj nas čaka, da bo taka trda tekma. Za nas tudi energetsko zahtevna, ker nam je 3. tekma v 6 dneh, plus psihološki pritisk glede na zadnje rezultate. Ampak čestitke fantom za energijo in za željo. Zdržali smo nekako, zdržali smo tudi ničlo. Na drugi strani smo imeli tudi neke priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili. Potrebna bo pač večja kvaliteta v samem zaključku, tako da, ampak glede na to, da je 3. tekma nekako in tudi, da so imeli domačini nekatere priložnosti, mislim, da je to zaslužen, da je 3. točka. Zdaj prihaja odmor, verjetno vam bo prišel kar prav, da nekatere stvari nogometaši še začnejo delati bolj, kot si vi želite. Potem pa Koper in Bravo, 2 ekipi, ki sta na vrhu lestvice. Kakšni tedni vas čakajo? Ja, zdaj imamo po tem ritmu, sigurno nam bo dobrodošel prišel, da dobijo fantje nekako 2 dni počitka, potem imamo pa čas, da se pripravimo za nadaljevanje prvenstva. Poskušali bomo te usmeritve, ki smo jih kazali že prej, jaz v to ekipo verjamem. Prikazovala je zelo dobre igre v spomladanskem delu, sploh tudi v prejšnjem prvenstvu. Igra bo temeljila seveda na temu, kar smo kazali že prej in jaz verjamem, da se bomo dobro pripravili. Čakajo nas pa nasprotniki, pač ti, ki smo že z njimi igrali in ne glede na to, kdo prihaja, nekako enako gremo vsako tekmo. Damjan Vuklišević, tekma trda, vsaj takole se je zdelo z roba igrišča, na koncu delitev točk. Kako je vse skupaj izgledalo na terenu? Vedeli smo, da nas čaka ena težka tekma. Vemo, da je to specifično igrišče tukaj v Sežani. Mi smo imeli svoj cilj, da vzamemo vse 3 pike, ampak nažalost se nam ni šlo. Zdaj se moramo spočiti ta 2 dni, ko imamo prosto in se pripraviti na nadaljevanje sezone. Kako si zadovoljen s svojo predstavo? Kar nekaj časa si bil zdaj na stranskem tiru, danes pa dominanten v igri z glavo, dominanten v igri z nogo. Verjetno, kar se tvoje predstave tiče, si lahko kar zadovoljen. Ja, glede na to, da smo zadržali 0 po dolgem času, vsi vemo, koliko golov smo predtem dobivali, sem lahko zadovoljen s svojo predstavo in tudi predstavo ekipe v zadnji liniji z golmanom. Treba sam to nadaljevati, pa si ustvarjati čim več priložnosti od spredi, jih realizirati, pa bojo tudi rezultati dosti boljši.